Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. Danes sem spet brez gosta, ampak mislim, da bo tema pogovora in tudi sam pogovor zelo zanimiv. Osrednja tema oziroma sploh tema današnje oddaje je tako imenovan CDE oziroma Common Data Environment, skratka kratica. Jaz bi kar rekel, temu je nek tak buzzword, ki se v zadnjem času zelo pogosto uporablja. Tudi za tisti, ki nekako razmišljajo oziroma o procesu iti na BIM oziroma sodelujejo pri kakšnih večjih projektih, ki recimo se izvajajo po BIM procesu, se prej ko slej srečajo s CDE. To je skratka glavna tema današnje oddaje. Povej, Robi, preden štartava v bistvu, kaj ti najprej pride na misel glede CDE-ja? Najprej sem te hotel vprašati, kak je slovenski prevod, če ga poznaš. Povej mi ti, v bistvu nam je zdaj iskal. Ja, ne vem, jaz mislim, da je to skupno podatkovno okolje, nisem prepričan. Nismo bili ravno kreativni pri prevodu, ker je dobeseden prevod. No, ampak sej tudi Common Data Environment je v bistvu tako zelo generičen, tako da mislim, da se lahko kar takoj strinjava, da je CDE tako malo preveč generično ime za tisto, kar naj bi to bilo, ker jaz rekel tako, ker meni prvo na misel pride, je v bistvu vse prej kot servis oziroma neka storitev na spletu, ki omogoča vodenje gradbeniških projektov po BIM-u in izmenjava podatkov in tako naprej. Ne. Tako da Common Data Environment se mi zdi, ne vem, morda malo preveč široko. Ja, pa mogoče tudi nekaj, kar bi vsaka resna firma tako ali tako implementirala, če se gre nek resen projekt. Ne samo to, po mojem tako že vsi to imajo, ne? No, tudi to je. Tako da, a se temu reče, ne vem, shared directory na Dropboxu, ali kaj svojega postavljenega v obliki OwnClouda, ali pa ne vem, tisoč in ene druge podobne rešitve, je pa zdaj drugo vprašanje, ne? No, ampak očitno so tisti, ki so ta termin peljali, že bili dovolj agresivni, da tudi mi to danes govorimo o njem. V bistvu so bili predvsem zelo kreativni, ne? Tudi to. Jaz osebno nisem najprej vedel, kaj to sploh je, ko sem prvič slišal za CDE, odkje je zdaj to, ne. Potem pa bolj kot koplješ, potem bolj se sam sebi zdiš neumen, čisto po pravici povedati. Ja, še posebej, če recimo smo imeli na enem evropskem projektu eno firmo Conject iz Münchna, ki je bolj ali manj te stvari imela tam leta 2000, ne, plus malo čez, pa jasno takrat temu niso rekli CDE, ampak vse kaj prej kot to, ne. No, sej bova tudi to omenila potem v nadaljevanju, ampak dajva se najprej zmeti, kaj CDE sploh je. A si našel kakšno definicijo? Definicije koga češ, oziroma jaz bi tako rekel. Kakšno, ki ti je všeč? Jaz bi se navezal na tisto, ki je na NBS, ne? Se pravi, tele, ki so Angleži pogruntali to periodno tabelo BIM-ovsko, katere en kvadratek tam vmes je tudi CDE, ki spada v procesni del. Bo vse to polinkan v zapiskih, tako da priporočam sem, da si to pogledajo. No in tam je zanimivo, skratka jasno v angleščini je tista definicija, pa bom samo en prvi odstavek oziroma do prvih 3 piks bom prebral, zaradi tega, ker se mi zdi, da je tam srž vsega, ne. No in piše takole, da CDE is a single place you can put all information about a project and easily share it with everyone. Skratka, pa 3 pikce, pa se našteva, kaj se lahko vse to deli in kaj se lahko vse s tem dela. Ampak če dejansko sam ta prvi stavek, bi rekel, da pod to sodi pa praktično
čisto vse, ne? Od tega, da imaš sharen Windows direktorij na enem laptopu. Ne? Sej, nekako tako je bilo tudi mišljen, po mojem. Ne? Ampak nekdo je moral prodati nek izdelek in očitno si moral izmisliti neko novo kategorijo. Mene pa bila najbolj všeč ena definicija, ki govori o tem, da je CDE edini vir informacij za celoten projekt, ki se pač uporablja za to, da se zbirajo, upravljajo in posredujejo dokumenti oziroma dokumentacija, pri čemer se misli to tako na grafične modele, kot tudi negrafične podatke in deli se med vsemi udeleženci v nekem gradbenem procesu. No, to je ena taka malo bolj ozko usmerjena definicija, ki je po mojem bolj primerna za potrebe enega gradbenega projekta. Mi je pa najbolj hecno to, da če si gledal te slikce pa sheme CDE-ja, so v bistvu vse tiste vzorce komunikacije, o katerem jaz govorim že, ne vem, od svojega doktorata naprej. A veš, tisto, ko so v bistvu imaš akterje, ko so vsi povezani med sabo z nekimi črticami, potem imaš pa tisti centraliziran model. Eno je decentraliziran, eno pa centraliziran. No, in so točno te slike komunikacije so v bistvu preoblikovali tako, da na eni strani imaš pač projekt brez CD-ja, drugem pa projekt s CD-jem in v bistvu je že kar malo smešno. Ampak a niso takšne slikce so bolj ali manj tipične tudi za ne vem, za BIM sam, ne? Predvsem za BIM model, ne? Kjer je ta model nekje v centru, pa ne bi to bilo tista edini vir informacij pač na projektu. Ne? No, to mi je smešno, da sem tudi hotel omeniti, dobro, da si me spomnil, da so v bistvu praktično identične slike tako za BIM kot za CDE, s tem, da enkrat je na sredini označen CDE, drugič pa BIM. Morda sem bil malo nepošten v tem, ker sem rekel, da to spada pod ta CDE vse. Ne? To sicer pač tako v grobom je morda res, ne? Ampak če bi šli brati bolj detaljno definicijo CDE-ja in razlago, kaj to sploh je in kaj to ni, potem pač to je v enem dokumentu, ki bo tudi polinkan na tej spletni strani NBS-ja, pač o tem omenja in predvsem omenja tudi en standard, oziroma pač nek standard BS 1192, ki definira neke statusne kode v CDE-ju, kar jasno pomeni, ne, da razni Dropboxi in FTP in podobne stvari recimo po tej logiki nekako stran odpadajo. Skratka, na vsak način najbrž se Robi strinjava, da če ne bi bilo to okolje, pa naj bo to v bistvu nekaj, kar teče na enem računalniku, pa je to deljeno ali pa kakorkoli že v bistvu neka spletna storitev. Na vsak način ne bi bilo to nekako bolj pisano na kožo ali pa za pač dejansko namene za gradbene projekte, ne pa kar neko splošno odlaganje nekih dokumentov. Ne vem, če se ravno strinjam, ne? Tudi same definicije meni izhaja, to lahko tudi samo eno področje za odlaganje dokumentov, dokler imajo vsi dostop do tega, pa da se strinjajo, da je to za njih CDE. Ampak se pa verjetno strinjava, da če je pa posebej za gradbene projekte pripravljen tak CDE, lahko pa veliko več prednosti prinese vsem udeleženim. Lahko tako rečeva. To se pa strinjamo. Jaz zdaj ne vem, skratka, teh storitev je kar nekaj. Ne? Nekaj smo se zadnjič pogovarjali, ne vem, pa so pač produkti oziroma servisi, ne vem, tle smo nekaj napisala Viewpoint for Projects, pa ProjectWise, pod Conjecta je platforma in je najbrž še polno drugih, ki jih recimo ne poznava, nismo slišali zanje. Kaj bi lahko nasplošno rekel glede tega? Ja, no sej, hotel sem reči, da mogoče bi lahko omenila, kako se razlikujejo vse te storitve od teh, mislim recimo, kako je drugače, kot če bi uporabljali recimo Dropbox. No, povej. Če uporabljajo recimo Viewpoint for Projects, pa karkoli
podobnega, ne, je v bistvu razlika predvsem v tistem grafičnem delu, no? v tistem delu, ki se tiče prav BIM modelov. To se mi zdi tista najbolj bistvena razlika. To pa zato, ker ima večina teh storitev, večina teh ponudnikov ima v svoje storitve vključene tudi možnosti pregledovanja, online pregledovanja modelov, nekateri celo detekcijo kolizij oziroma teh presečišč, kakorkoli, nekateri celo označevanje napak, ne vem. Prav v tem delu se najbolj razlikuje. Pa še ena stvar, ki se mi zdi pomembna, da se omeni, no? To je pa tudi to, spremljanje različic dokumentov oziroma lepo po domače versioning. To se mi zdi tista bistvena stvar, čeprav, če smo čisto pošteni, to nam omogoča že sam Dropbox, pa tudi če imajo zelo dobro napisan BEP pa pravila za pojmovanje datotek, to sploh ne bi smel biti problem. Tako da ostanemo spet pri tem, da ima tisti grafičen del, te storitve imajo ta grafičen del najbolj dodelan, pa obenem pa tudi procesni, no? Vsaj za Viewpoint for Projects vem, da se da cel proces z vsemi potrjevanji in vse noter zmodelirati in da se potem dela po tem pristopu. No? To je pa tudi vse. Ne? Zdaj, če je znotraj nekega projekta, cel projektni konzorcij sposoben to doreči na svoj način, pa da to učinkovito dela, je mogoče celo lahko isto učinkovitno. Kako je pa tvoje mnenje? To, kar si že omenil, je pač se strinjam v smislu grafičnega umestnika, oziroma ne samo grafičnega umestnika, ampak pregledovanja grafičnih modelov, slik in podobnih stvari. No. Skratka, jasno, da ni za pričakovati, da bo Dropbox implementiral kaj podobnega. Po drugi strani se mi zdi, da je zelo pomembno, kako so ta okolja dejansko nekako zintegrirana z samimi modelirniki. To je pač recimo tudi tista zadeva, ne, kar nujna, če želimo zagotavljati ali pa ne bi se zagotavljala neka konsistentnost. Tako da sam modelirnik, pa bodi si, da je to Archicad, Allplan, Revit ali karkoli drugega, ne more živeti nekako ločeno od samega CDE, ker potem je še zmeraj tisti povezovalni člen med tema dvema človek. Ne? Oziroma lahko se najbrž do neke mere vse te stvari avtomatizira, ampak jasno je, mnogo bolj smiselno je, da obstaja neka bolj globoka povezava med tema dvema orodjema oziroma tema dvema svetovama, en, ki živi bolj manj v nekem oblaku, druga zadeva v smislu modelirnika, ki je običajno nameščena na računalnikih lokalno. In jasno, to dvoje mora sodelovati v neki tesni povezavi, zato da se ta konzistentnost in ta preglednost zagotavlja, vključno z verzijami, ki se jih omenja. Pri tem bi rekel, da je ena stvar tudi zelo pomembna in to je pač sami standardi, ki nekako vplivajo na to povezavo in tle je dejansko nek standard, ki se mu reče BCF, ki je del Building Smart. Skratka, ista organizacija, ki razvija IFC, razvija tudi BCF in ta je dejansko namenjen sodelovanju oziroma izmenjavi nekih informacij v teh BIM-ovskih projektih. To ni neko okolje, to je predvsem prvi vrsti standard, ki ga morajo ta orodja implementirati, zato da pač omogočajo to izmenjavo označevanj, detekcije nekih napak in podobnih stvari med temi orodji, ki jih recimo projektanti uporabljajo. Ne vem tu, če se čist strinjam. Jaz mislim, da ta res tesna integracija niti ni nujna za neko učinkovito delo ali pa za neko učinkovit CDE. Se pa strinjam, da en BCF, recimo en tak kar pomemben del, no. Če en CDE podpira BCF izmenjavo, pa da to dela na en tak konsistenten način, pomože celo iz online navzven, ne. To bi pa rekel, da bi bilo kar pomembno. No? Sicer pa, če se ne motim, je BCF itak v bistvu neka tekstovna datoteka, ko preleti
nekomu na računalnik, pa mu potem odpre v njegovem izbranem modelirniku, če ga ta podpira. No. Ja, to je pač definiranje shema za XML, bolj ali manj. Ne? Pač zato pravim, da pač ta orodja mora to nekako implementirati. Se zato pravim, nekako te modelirniki morajo vsaj nekako takšno povezavo podpirati z temi CD okolji, zato da in pač zato pravim, da pač ta orodja mora to nekako implementirati. Ja. Mogoče bi še nekje se ostavil, a si mogoče našel ali pa naletel na to, kako so se tega lotili v Veliki Britaniji CD. A si našel mogoče tisto shemo uradno? Ne, nisem gledal. V glavnem, to je ena shema, no, ne vem, lahko tudi preberem. Tudi trenutno gledam neko škotsko spletno stran v BIM-u in je noter citira nek pas 1192/2. Ja, to je tisto 9.2. Tako, ja. Ja. No, in je potem neka komplicirana shema CD-ja, kako bi naj to delovalo. No, ampak jaz ne bi tega zdaj opisoval, bomo mogoče dali eno povezavo, pa si lahko to pogledate. No, ampak kar je pa meni zanimivo pa to, no, da grejo v take detajle, da razdelijo CD na 4 vitalne dele. Eden je stvari v delu, work in progress, potem drug del je deljeno, tretji del je objavljeni dokument, četrti del je pa arhiv. In pa je to razdeljeno na ne vem koliko načinov, pa ne vem koliko plasti in ne vem kaj vse. Ampak kar bi pa rekel je pa to, no, da sem nekje našel, na neki spletni strani je bilo pa prvo vprašanje je bilo, ali obstaja en ponudnik ali pa en software, ki je to implementiral do tega nivoja, kot je zastavljeno, in je bil odgovor ne. Tako da mogoče včasih malo preveč pretiravamo, no. To sem pa to reči. Vse to je tako, kot z raznimi standardi za layerje ali pa kaj podobnega. To me takoj spomnilo, kaj tazga. No, zmeri so te standardi obstajali, ampak to v praksi gre to zelo hitro, tako skozi vrata ven. Ne. In se kaj prav dosti ne upošteva, še posebej takrat, ko se mudi. Zdaj, drugo je, pa v bistvu najbolj se oba strinjava, da so orodja, ki pa te tako 100% prisilijo v uporabo tega, nekako tista, ki jih nimaš najbolj rad, ker enostavno imaš občutek, da delaš za to, da je neko orodje srečno, ne? In potem klikaš po nekih gumbih samo zato, da greš skozi celoten tisti proces, ker je nekje v sami kodi programa ali pa servisa zapečeno, da pač te ne pusti direktno iz nečesa v arhivjati, v tem smislu. No? Tako da treba je biti pazljiv, ne? S tem razdeljevanjem na posamezne dele procesa in je kar zakomplicirano. V bistvu ne da se. Mislim pa, da je v končni fazi pomembno, da se ta proces, ki ga neke firme imajo, je podprt s CD-jem, ne pa potem, da je treba celoten proces nekega podjetja ali pa konec koncev nekega projekta prilagoditi izbranemu CD-ju. No, zdaj si mi pa vzel besede z ust, ker sem točno to želel povedati, da je še enkrat več je to tema, ki jo moramo delati na tak način, da nam orodja olajšajo delo, ne pa da nasilijo v nek način dela. Ja, zato imaš potem vedno težave z samo uporabo, pa se ljudje upirajo temu in tako naprej. Ampak to je najbrž zgodba, ki se tiče praktično uvedbe vseh, majčkeno bolj kompliciranih ali pa majčkeno bolj kompleksnih programov ali pa konec koncev procesov. Ne? No, jaz bi še eno stvar dodal, spet nekje drugje sem našel zapisan nekaj, kar se mi zdi, da poudarjamo čisto premalkrat. No. In na tej spletni strani je vprašanje, kaj je bolj pomembno od samega CD. No, in to tudi jaz podpišem, to bi tudi jaz najprej napisal, ker je odgovor ljudje, procesi in tehnologije. Se pravi,
CDE pride za tem, za ljudmi, za ustaljenimi procesi v nekem podjetju, pa za tehnologijo, ki je v uporabi. To imaš prav, ja, se vsekakor strinjam. In morda bi se tukaj navezal na tisto, že preden smo tole začela snemati, so se malo pogovarjali o tem, da je v bistvu s takšnimi odločitvami, ne, da bomo nek CDE uporabljali, ki je potem vse v oblaku, ko si dejansko nekako vezan na tega ponudnika, so stvari dejansko lahko potencialno malo nevarne, ne? Ali pa kar precej, ker si v bistvu potem vsi te podatki, ki si jih ti ali pa partnerji na projektu zgenerirali skozi celoten projekt, v bistvu so potem tam ujetniki znotraj enega oblaka ali pa ene firme, in je potem vedno, se mi zdi, pomembno vprašanje, ne? Kaj se da s tistim narediti, ko je konec projekta, ali je možno te podatke ali pa informacije dobiti v neki obliki, ki jih lahko uporabiš še nekje drugje, kaj se zgodi z verzijami, kako je, ne vem, vedno nekako poudarjamo, da je ta prenos znanja iz enega projekta na drug projekt v bistvu zelo pomemben. Še posebej se mi zdi v gradbeništvu, kjer se dejansko na napakah je treba učiti, enostavno jih ne moramo pa popolnoma odpraviti, ampak če se na napakah učimo, potem najbrž lahko vemo, ali pa saj upamo, da bomo naslednji projekt naredili bolj, zaradi tega, ker pač smo si na prejšnjih projektih pridobili neke izkušnje in vemo, kaj v določenem momentu narediti, kako postopati in tako naprej. No, skrbi me jasno pri vseh teh stvareh, da so potem, da je to znanje nekako ujeto v teh silosih in potem pač se ne da s tem kaj prav dosti narediti. Ja, vsekakor. Sej verjetno mnogo teh podatkov lahko pač prenesemo tudi drugam, ampak vse tisto, kar so prej omenjali, razne različice dokumentov, izmenjava informacij, pa to pa zelo težko preneseš kam. Obenem so pa vsi ti ponudniki pa vse te storitve vezane na neka plačila, bodisi mesečna ali letna ali kakorkoli, kar pomeni z drugimi besedami, da to potem prenašaš tudi naprej v nek življenjski cikel stavbe po sami končani gradnji, ne, v to upravljanje, kjer bi tudi naj bi imel zelo pomembno nalogo. Ampak obenem prenašaš pa tudi nek strošek, pa prisiliš tistega, ki bo upravljal stavbo v ta strošek. Ne. Tako da treba je biti malo previden, mogoče malo pregledati, pa ne gledati zelo ozko. Kar me pa veseli, pa to, da so tudi sama imela priložnost imeti ene goste, pri nas na fakulteti pa smo o tem govorili, pa se je izkazalo, da se oni tega zavedajo. To ravno gre v tistem kontekstu, ne, da je treba najprej znotraj same organizacije, samega podjetja ali pa projekta zelo dobro poznati vse procese, pa na koncu se odločiti o primernem CD-ju oziroma ta CD prilagoditi tako, da je v podporo projektu, ne pa, da ljudje imajo na koncu občutek, da morajo podpirati neko orodje z nekim dodatnim delom, samo zato, da je celoten proces znotraj CD-ja bolj tekoč. No, jaz bi še samo par stvari, jaz bi samo povzel, mogoče, kakšne so pa lahko neke prednosti uporabe enega takega CD-ja, če ga pač izbereš pametno pa po svojih potrebah. Definitivno se lahko strinjava, da prehraniš precej na času pa nekem trudu za to, da preverjaš napake pa usklajene različice in tak naprej. To definitivno. Potem precej hitreje imaš vpogled v stanje projekta, da ne nabiraš vseh dokumentov po nekih mailih ali pa celo mogoče papirju. Vsekakor je koordinacija lažja, ker je pač vse skupaj na enem mestu. Potem tudi ponovno uporaba nekih podatkov, karkoli pač zdaj to pomeni, ali so to, ne vem, neki modeli, ali so to mogoče neke ocene, terminski plani, kakorkoli.
pa seveda pač prihraniš pri času in stroških za neko pripravo informacij, ker pač ne zgubljaš energije za to, da ugotavljaš, kaj so dejansko tiste zadnje verzije in to. Še enkrat pa velja vsi pomisleki, ki so jih izrazila, vsekakor je en pomislek glede stroškov, drug zelo velik pa tudi ta, da če preveč vpliva na utečene procese, potem je mogoče boš pogled za kakšnim drugim CD-jem ali pa mogoče celo neka obstoječa orodja prirediti na način, da delujejo kot CD za sam projekt. To gre najbrž nekako tudi v smeri, da je vse najbrž odvisno predvsem od same velikosti projekta, pa morda tudi časovne omejenosti. Na vsak način, da za neko eno družinsko hišo v bistvu kaj takšnega najbrž zelo težko upravičeš, da bi na ta način počel. Spet, vse je odvisno najbrž tudi od števila nekih podizvajalcev, njihove usposobljenosti, pripravljenosti konec koncev tudi v tem sodelovati, ampak vse same stvari najbrž podobna zgodba. Morda še ena stvar, ki me sicer osebno zanima, pa upam, da me lahko kakšno od poslušalcev pojasni zgodbo. Skratka, zanima oziroma sprašujem se, koliko je dejansko nekega dodatnega dela zaradi uporabe CD-ja. Pa bodi si, da je to popolnoma tak administrativno delo, z samo postavitvijo, prilagoditvijo za določen projekt, z vnosom podizvajalcev, pa zagotavljanjem delovanja dostopa, se pravi, da je v bistvu pač neka varnost zagotovljena in podobne zgodbe. No. Ta vprašanja najbrž lahko odgovorijo tisti, ki so dosti intimno povezani s CD-jem, se pravi, da ga uporabljajo praktično vsak dan, pa jaz verjamem, da je tako poslušalcev tak, ki nam lahko tudi kaj v tej smeri pove. Ja, jaz bi tudi povabil vse poslušalce, da mogoče delijo z nami svoje izkušnje. Mislim, verjetno bi bilo tudi tebi všeč, da bi lahko razdelala v kakšni oddaji, kaj so nam poslušalci povedali. Mene osebno tudi zelo zanima, koliko poslušalcev dela z nekimi okolji, ki so jih upeljali ravno kot CDE pri določenih projektih, oziroma koliko poslušalcev pač dela na isti način kot je prej, s tem, da pač uporabljajo BIM orodja. Tako, no, to je bilo tudi z moje strani zelo zanimivo, zelo rad bi vedelo. V redu. To je, mislim, da je recimo to, kar smo imeli zapovedati okoli CD-ja. Podobne, v bistvu najbrž se bo podobnih vprašanj lotevala tudi v prihodnje. Kar nekaj zanimivih oddaj s posebnimi temami se pripravlja. Robi, kakšno priporočilo za danes imamo? Nimam priporočila, imam pa prošnjo, če bi poslušalci radi, da obdelava katero izmed tem, ki njih zanima, naj prosim pišejo, pa se bo potrudilo to vključiti v oddaje. Temu pozivu se vsekakor pridružujem, tako da jaz mislim, da je to tudi konec za danes. Robi, še kaj za konec? Ja, mogoče dodamo, kam lahko pišejo. Meni definitivno lahko pišejo na robert@klinc.net, pa tebi. Tle najboljš morda, če kar na info@bimpogovori.si. Tako da se veseliva oba dva, kakšne pošte, komentarja, graje in jasno predlogov za naslednje oddaje. Robi, adijo. Adijo.